Tako, zadnjih 14 let so telefoni ravno zaslonske ploskve, na zadku pa se ponavadi nahaja sistem kamer. In že leta se pojavljajo eksperimenti, poskusi in testi, a se da te telefone kaj drugače oblikovati. Tako da leta 2021 smo priča že tretji generaciji prepognjenčkov, tako jim jaz pravim, telefonov, ki v bistvu odpirajo eno Pandorino skrinjico oblikovanja telefonov za prihodnost. Danes v temu video zapisu se pa jaz sprašujem, a je prihodnost ratala sedanjost z modelom Samsung Galaxy Z Flip 3. Torej tretjo generacijo tega zelo simpatičnega, majhnega, zložljivega Samsungovega telefona. Gremo pogledati. In mi se zdaj leta 2021 sprašujemo, a je ta upogljiva tehnologija postala mainstream. Oziroma, ali pravzaprav ta telefon predstavlja tisti glaven mejnik med starimi tehnologijami, torej običajnim oblikovanjem telefonov, pa telefoni, ki jih bomo imeli nekoč vsi v svojih žepih. Namreč Samsung precej časa in energije vlaga v zložljive oziroma prepognjenčke in tole je že njihova tretja generacija. Torej tretja generacija telefona, ki z vsakim korakom postaja vedno bolj običajen telefon. In ko neka lastnost telefona, ki je ekstravagantna, postane samo še dodaten feature telefona, to postane mainstream. In v temu je ta telefon izjemno poseben. Jaz trdim, da je tudi eden najbolj pomembnih telefonov leta 2021, ravno zaradi tega, ker novo tehnologijo prenaša v mainstream. No in v uredništvu City Magazine nekako trdimo, da prav uravnoteženost tega telefona, cenovna dostopnost in pa funkcije ter to, kar se tukaj noter skriva, predstavlja en tak resen preboj. Tudi zato bi lahko čisto lahko temu telefonu rekli, da je telefon leta 2021. Temu reči najbolj pomemben telefon leta 2021. Pojmo najprej k obliki. Oblikovalcem valjda ta prepogljivost telefona omogoča ful eno novo dimenzijo tega, kako so telefoni narejeni. V bistvu ga zložimo takole v sendvič in dobimo polovico telefona. Če si predstavljaš, tole je Samsung A72, to je pa Z Flip, ja, polovička. Tale diagonalna ekrana je 6,7 inča, kar ni malo, telefon je nekoliko višji od povprečja, pa nekoliko ožji, kar je meni kul, zato ker pri mojih rokah, pa pri kratkih prstih, ki jih imam jaz, to pomeni, da komot takole čez sežem. V bistvu ni majhen telefon. Tisti, ki imate radi srednjo velike do velike telefone, vam bo ta telefon ustrezal, še posebej zato, ker kar naenkrat polovica. Eden od super featureov letošnjega leta je tale zaslon, zunanji zaslon telefona, na katerem dobiš vse notifikacije. Kaj to pomeni? To pomeni, da manj odpiraš telefon, jaz ga dosti manj odpiram in dosti manj buljam v njega kot v običajen telefon, ki ni takole zaprt, kot Z Flip. To pomeni, da sem nekako prišparil enega časa, pa ene energije, ker me manj moti pri delu. Namreč to, da odpreš telefon, da se odklene sam telefon, je vse en proces, ki traja dlje kot pri običajnem telefonu. Eni bodo to imeli za minus, jaz pa tukaj vidim, da je en velik plus, ker v bistvu manj gledam v telefon takrat, ko ni treba in me manj moti pri mojem delu. Tako da jaz trdim, da je ta telefon najboljši odvajalec od ličkanja po telefonu, predvsem onega nepotrebnega, pri katerem izgubimo ful enega časa. Drugače pa še en oblikovan feature letošnjega leta to, da je v taki luštni dvobarvni kombinaciji prihaja, mislim, da v 4-5 barvah. Meni je ta slonokoščena v kombinaciji s tole črno gor zelo všeč, zato ker pač malo popne, malo izstopa in ker sem tako nekako ljubitelj minimalizma, mi je Made Black kombinacija tudi precej prikupna. Obstaja pa še par modnih barv, tako da predvsem iz modnega vidika je ta telefon eye-catcher, ker vsi pogledajo, zakaj ti tako gledaš telefon, ne pa običajno. In tudi ena od tistih lastnosti, ki jih moram poudariti, da prav vsi, ki so videli, da držim ta telefon v rokah, so stopili pa vprašali, kakšen je, kar se pri drugih telefonih ponavadi ne zgodi. Zdaj pa to ne bi bil tehnološki review, če jaz ne bi malo zatežil s tehničnimi podatki tega telefona, če ne bi se malo pohvalil, da sem si celo pogledal, kakšen procesor je noter. Tako bom rekel, tehnični detajli so zelo premijski oziroma zelo visokem nivoju. Noter je namreč Snapdragonov procesor 888 z 5 nanometrsko tehnologijo, to je pač ta najsodobnejši Snapdragonov procesor. Družbo modela
8 GB delovnega spomina, torej RAM-a, ima pa shrambo, mislim, da 256 GB, torej za shrambo podatkov, kar pa tudi ni malo. Da se baterijo polniti, brezžično, pa tudi žično, omogoča, mislim, da 15-vatni quick charging. Kar je nujno poudariti, je pa to, da je telefon 5G povezljiv, seveda ta čip omogoča 5G povezljivost in da je seveda vodotesen. Je pa tako, da ga lahko potopite, pade vam lahko v WC, pa boste še vedno imeli funkcionalen telefon. Tako da, to je to, kar je tehničnih podatkov. Baterija pa mislim, da nekih 3400, koliko je baterija, ti veš? Ja, baterija je pa 3300 mAh. Toliko. Prebrati sem mogel, dejstvo. Zdaj pa kvaljda najbolj pomembni stvari pametnih telefonov kameram. V zadnji sta dve, torej sistem dveh kamer. Ena je širokokotna, ena je pa ultra širokokotna. Zmorate pa 12 megapikslov zajeti v senzorju in zdi se mi, da sta zelo v redu kameri, da sta fino stabilizirane, da se da z njimi dela dober 4K video. In kakor sem jaz ta telefon probavil, v bistvu gre za zelo dober sistem kamer, presenetljivo dobre fotografije delata, tako da priporočam. Kar je pa meni bolj pomemben, ker sem aktiven na družbenih omrežjih, je pa kako funkcionira video. In tukaj Samsung zadnja leta dela res dobre stvari, kljub temu, da je ta sebek kamera 10 megapikselska, pa zelo lepo zajema 4K video. Kar je pa meni osebno zelo pomemben, je, da zajame tudi dober zvok, če kaj poveš v kakmu storju. Tako da za te damice na družbenih omrežjih, influencerke, bo ta zadeva zelo uporabna, tudi kar se tiče stališča fotografije in seveda valjda videografije. Tako da, kaj čem reči, video je kot se šika. Tako, kar se tiče pa delovanja, pa hitrosti telefona, pa nimam nobenih pripomb. Na njega sem tudi igrice špilil in zadeva res dela. Sej najboljši Snapdragonov procesor, 8 GB RAM-a, 120 Hz zaslon, ti pove vse. Zadeva enostavno more delati dobro. Tudi ta sendvič, ki je naložen na Samsunga One UI, je vedno boljši, oziroma vsako različico bolj izčiščen in z njim prav nobenih težav. Meni je vmesnik ful všeč telefona, tudi kako se določene stvari nastavljajo. Tako tukaj nimam prav nobenih pripomb. Zdaj pa jaz najte vse svoje bistroumne, v narekovajih misli, združim v celoto. Jaz mislim, da je Samsung z tem telefonom, torej za Galaxy Z Flip 3, pripravil telefon, ki prihodnost prenaša v sedanjost. Ful enih lastnosti tega telefona me je prepričal, mogoče ena glavnih to, da ta format, ker se ga enkrat navadiš, brez formata telefona, ki ga lahko daš takole zloženega v žep, skoraj ne moreš živeti. Ta druga stvar pri tem telefonu, ki je ful očitna, je pa to, da je eye catcher. Torej, če ga boste dali v lokalu na mizo, bojo vsi malo pogledali. To se ne zgodi več praktično pri nobenemu telefonu. In prav to, izjava, da v bistvu s tem telefonom tudi vi gledate v prihodnost, čeprav v sedanjosti, je mogoče tisti njegov eden večjih atributov. Hkrati pa naj povem, da je cena 999 € za ta telefon točno tam, kjer bi cena tega telefona mogla biti. Prinaša pa en dodaten feature, na račun tega dodatnega featurja pa ne posega v druge lastnosti pametnega telefona, kar je bilo v preteklosti včasih tudi problem pri zložljivih telefonih. Tako da, če ste kaj pobrali od tega video zapisa, dajte se subscribati, dajte mi komentirati, to je nujno, ali se vam zdi ta telefon prihodnost, ali se vam zdi sedanjost. Jaz sem to že vprašal svoje Instagram sledilce in ugotovil, da imate zelo deljena mnenja, tudi zato je nastal ta video zapis, da vas prepričam, da je tole kar sedanjost. Tako da, hvala za vse, pa se vidimo v naslednjem zapisu.